rekel, če ste nime priče dogodka pisarni, Penti Išusa. Skratka, Peter prije noter v županovo pisarno, reče: Dobar dan, me veseli. In jaz asistentka prime in potem ti Gogo da darilo. Ista majica ko moja, tako imenovan press dress, rariteta na Lentu, to bi vsi imeli, noben ne mora imeti. Evo ga, Peter mu da, ne ve kaj to je, zdoda meni v roko takoj, da se nas tem on obada in potem prije Uroš in reče: pardon, čuj, nimam darila za tebe, imam pa denar. In onda se zmenita, vsi se slika v županovi pisarni. Kako pozirate to pubeci skup? Gogo, gledajte, ne bo narodno, poleg župana stopi, ni tako hudo to. Evo, dve sliki in potem vsi dol, ne? Tak, to je to. Ne, vsi dol. Ne mi kvariti scenarija, to bo zdaj... Tak, evo, vsi dol. A, ste videli? Tak je to v županovi pisarni. Hvala lepa, da ste me obogali, ker ste fajn, ful sodelujete z mano, super publika ste, to moram povedati. Zelo srečen, okej. Dame in gospodje, v Mariborskem mestnem parku, človek, ki med Slovenci leti najbolj dlje, ta, ki mu edinemu pritiče naslov Zlati orel Slovenije. Pa zdaj, rekel sem orel nalaš, ne? Ker taka je to ta televiziščina, ne, di orel, ne? Zlati orel Slovenije, on leti. V bistvu, bilo je letos, eno zgodbo imam. Eno, kratko. Eno. Ok, nimam za ene zgodbe. Pol zgodbe imam. Pol zgodbe gre tako, da marca letos. Se še spomnim, da je bil marec, jaz sem imel rojsten dan 29. Ja, ok. Marca je cela Slovenija, vsaki tretji Slovenec oziroma 98% vseh ljudi, ki so imeli v tistem momentu beženo televizijo, gledalo, zdaj pa, ker nima ekrana, ne, poslušalo tole. Ponosen sem, da sem Slovenec, Peter Prevc in pa Robert Kranjec, 15. zmaga v tej sezoni. Kakšna sezona, ali je sploh možno še kaj izboljšati v smučarski športi? Tudi Goran Janus je potočil solzo, tvorec tega izjemnega uspeha, našega skakalnega športa in seveda tale končni vrstni red seveda pove vse. Prevc in Kranjec, razred zase. Če ste čutili to navdušenost napovedovalca, on je znotraj umiral, njega je trgalo, on se je jokal. Samo je profesionalec, on mora glas ohraniti celi čas na isti ravni. Dobra novica, vi niste profesionalci, vsaj nekaj stiče televizije in radija, vi se lahko derete. Ok? Tako da pričakujem, da boste glasilke špuktili ven, ker dame in gospodje, z nami je Peter Prevc. Peter Prevc! Bravo! Amoro! Naučil si jih, to prej veš. Peter, dobrodošel v Mariboru še enkrat. Hvala lepa, lepo zdrav tudi vsem Mariborčanom, Mariborčankam in ostalim gostom. Kak je kaj v Mariboru? Domače, tako zmeraj. Si pogosto tukaj, si prvič na Lentu oziroma v Mariboru? Na Lentu sem prvič, sem pa že nekajkrat bil tukaj zaradi fuzbala. In zdaj Peter ne ve, da imamo mi špil. Ali ima kdo med zbranim občinstvom kakšno vprašanje za Petra? Ena, to je dobro. Kdo ste vi, gospodična? Zoja Potisk. Priimek vedno ne poveš, pa telefonsko zadržiš to samo. Zoja je z nami. Zoja, kakšno vprašanje imaš za šampiona Petra Prevca? Za kateri nogometni klub navijaš? Dame in gospodje, napetost se veča, moderator se vrača na oder, z lahnimi koraki do šampiona, Zlati orel stoji, malo se umaknil, ker ga je strah, ker to ne vidi vsak dan. Jaz okoli njega, mikrofon pred usta. Peter, lahko vi odgovorite na to zapleteno vprašanje.
Maribor. Zdaj prije cela serija noro dobrih vprašanj. Peter, bomo še skakali kaj? Še skačemo? Peter, treniramo kaj? Ne, novembra še ne. Torej za šampiona poletje je mrtva sezona. Saj smo zimski šport, kaj boš poleti sploh delal? Ja, se pripravlja na zimo, ali kak ne? Če ni zime. Ja, okej. Dobro. Koliko tak šampion kot ti je navajen javnega govorjenja? Recimo, jaz rečem zdaj, Peter, tu je bela pika, evo mikrofon pa srečno. Kar ne? Povedal bi Bi, ne? par besed, Okej. ne pa to, Naprimer, ne bi povedal to, kot ti to. ne bi, ne? Okej. Poskusimo, ne? Tak, glej, ti imaš, jaz kao napovem, me tako me ne bo, tu je pika in ti rečeš, ne, to, kar imaš zapovedati. Dame in gospodje, v mestu Maribor, nagovor šampiona. S nami je Peter Prevc z, lahko rečem božično? Z božično, ne božično, z predsezonsko poslanico. Dame in gospodje, gromoglasen aplavz za Petra Prevca. Ja, zelo dobro me je potumkal spet, ne? A si žeje na telula, cej povej, se bojo vsi razumeli, zakaj se gre. Jaz zabaval vas bom bolj težko zdaj tukaj. Lahko vas lepo pozdravim, kot sem vas že enkrat. Res je, da sem z veseljem prišel sem tukaj na temu festivalu, še nikoli nisem bil, mislim, da še kdaj bom. Res je, da prav dolgo ne bom tukaj, ker je pač od doma, da sem toliko važne, da nisem mogel še popoldanskega treninga narediti. Moram pa še nazaj domov, da to upravljam danes. Bi pa vsem vam zaželel, da se imate lepo, da uživate, ne samo danes, ampak kar vse leto, vse počitnice. Jaz samo upam, da vam ne bo preveč dolg čas pred šolo. A vam bo? Zakaj? Kaj pa zdaj delaš, ko ni šole? Počivaš doma. Ja, saj šolo nimaš cel dan, saj lahko popoldne tudi uživaš z njemu. No, saj vam bo še dolg čas rater po šoli, verjemte. Ali pa saj babicam. A zdaj pa od šole govorim, mi pa povzem mikrofon. Dame in gospodje, Peter Prevc! Peter, kot relativno mlademu človeku, mi da so približno isti letnik, vem, ampak mislim, da vseeno, ti si letnik? 92. Torej si zdaj pravzaprav star... No, šolar, izračunajte. 24, ne? 24, ja. Ok, jaz sem podobno, če malo obrneš pa dodaš. Kak je pri 24 biti pravzaprav heroj, ki ga občuduje cela država? Je to kak pritisk, s katerim se moraš ti soočiti? Imate vi psihologe, da te je pripravijo na takega sploh? Ja, po eni strani sigurno je pritisk, ker vsi teli pričakujejo, da boš zdaj vedno zmagoval, ampak to jaz nam nikoli nobenemu obljubil. Psihologa za to pa nimam. Jaz vem, da psiholog mi ne bo naredil močnih nog in ne bo naredil 1200 ponovitev skoka, preden bo en ta prav se ven izluščil. To vse vem, da moram jaz to sam narediti. Zdaj, to je del scenarija, v katerem novinar z navzkrižnimi vprašanji poskuša zlomiti to krinko skromnosti, ne? Tako da zdaj, novinar sprašuje naprej, pravi, Peter, ob koncu sezone ste povedali, da taka sezona, kot je bila, se ne more ponoviti in da tega od vas ne smemo pričakovati. Tudi zdaj še vedno ostajate pri tej trditvi? Seveda. Jaz mislim, da težko ponoviš, sploh pa, če ponavljaš, se potem že slabše, ampak ti moraš zmeraj kakšno stvar nadgraditi, to poskušaš zmeraj, ampak šele, ko je stvar narejena oziroma ne narejena, vidiš, da si bil uspešen ali ne. Meni to zveni tako kot malo izgovor, ne, da si ti vnaprej, jaz sem vam pokazal, zdaj pa ne bo več nikoli tako, kot je bilo, ne, in ti jih potem tukaj tako v scenariju njihovo pričakovanja zmanjšaš, pa vseeno si svetovni prvak. Je to taki trik samo, ta iskrenost pravzaprav?
je tako mogoče lahko edin, kakšnega presenetiš, drugače ga ne moreš. Res je. V enem od intervjujev si povedal, da so Slovenci izjemno zahtevni, kar se dosežkov tiče. Se ti zdi to prav, da smo taki? Ne, jaz mislim, da to ni prav, ampak to je res. V bistvu, ko smo za Tino Maze gledali, kako je zmagovala, pa pol ni vseh zlatih medalj nesla z svetovnega prvenstva, bilo že polovica, kaj se gre turizem, ampak še zmeraj je pa, mislim, da 4 medalje ali pa 3 medalje domov nesla, ostalo je bila pa vse med 5. In prehiter začnemo kritizirati. Ne vem, kakšne so tle po Mariboru zdaj gostilniške debate. To je ti si del intervjuja, ko intervjuvanec že skapira, aga vprašanja so in vrže žogico nazaj na teren, ne? Se potem novinar znajde in reče, kakšne pa so gostilniške debate in gre do varnostnika, on vedno zna to povedati, ne?